Envita živjo, smo nazaj v naših Vitas Energy online vajah, epizodah, temah o dihanju, gibanju, strečitiranju oziroma raztegovanju in še kaj bi se našlo. Danes bi rada z vami delila še ene par besed o dihanju s celim telesom. Zakaj moramo dihati s celim telesom, oziroma moramo, to je naš naraven dih. Torej, kaj pa je naš naraven dih? Naraven dih je dih s celim telesom. Torej, to je naš naraven refleks, katerega smo žal pozabili, ker pač smo sledili zunanjim vplivom, potem smo lahko tudi rečem malce podlegli zunanjim vplivom, kot so stres, naglica, razni dogodki, kateri so v bistvu vplivali na nas in so nas zaznamovali. In s tem je tudi prišlo do nepravilnega dihanja, saj smo ga skozi leta in leta pačili in seveda manj uporabljali, manj kapacitete pljuč smo začeli uporabljati, ker smo začeli na hitro dihati, čist premalo, to pomeni, nismo se zavzeli za dihanje in smo ga kar enostavno pospravili pod preprogo. Tako da vas nekako prebujam glede dihanja, da je zopet čas, da ozavestimo naravno dihanje in ga zopet prebudimo v sebi in tako zaživimo polno življenje. Torej, zaživimo poln dih, kateri nam omogoča zelo kvalitetno življenje. Kvalitetno gibanje, kvalitetno razmišljanje, brez glavobolov, brez utrujenosti, prebava bo boljša, ker bo dobila dovolj kisika. Veliko je teh naših notranjih telesnih procesov, kateri v bistvu se hranijo z našim kisikom. Kisik je prvotna hrana telesa, ni fizična hrana, prvotna hrana je sekundarna hrana. Prvotna hrana za telo, za celice je kisik. In če celicam ne damo dovolj kisika, potem žal naše telo ne more funkcionirati v polnosti. In zato leta in leta, ko dihamo na škrge, telo odreagira in nam potem daje signale skozi glavobole, skozi utrujenosti, skozi bolezni, katerekoli. Lahko je tudi samo zaradi dihanja kakšna, recimo manjša bolezen. Tako da vas res pozivam, da malce začnete razmišljati tudi o dihanju kot treningu, ne kot samo sproščanje, da malce zaprete oči in se predihate, kakor pač že dihate. Dajte malce razmisliti o tem, da je zelo pomembno, ker smo zavrgli naše naravne dihanje
je zelo pomembno, da začnemo nazaj trenirati dihanje. To pomeni, tako kot gremo v telovadnico in telovadimo, karkoli pač že vadimo, jogo, pilates, aerobiko, košarko, ne vem, nogomet, karkoli pač že, je tudi zelo pomembno, da v naš vsakdan vpeljemo tudi trening dihanja s celim telesom. Torej, kaj to zdaj pomeni? Ko vdihnemo s celim telesom, se vdih začne v spodnjem delu trebuha. Ja? To pomeni, da najprej napihnemo spodnji obroč. To pomeni, ko vdihnem v trebuh, napihnem trebuh navzven, ampak ne samo trebuh, napihnem navzven tudi križni del in vse okoli. To pomeni, da ko vdihnem v spodnji del, vdihnem tudi v celotni obroč. Napihnemo celotni spodnji obroč, katerega tudi čutimo v križu. Ni to samo trebuh, ampak je celota, torej celotno telo, katerega čutimo tudi zadaj, v križnem ledvenem delu. Ne samo spredaj v trebuhu, ampak tudi zadaj. To so zelo pomembne stvari, da jih začnete zopet ozaveščati in seveda čutiti. Potem, ko smo napihnili spodnji del trebuha, gremo na rebrni del. Zelo pomembno, v praksi veliko opažam, da nekako dihamo samo ali s trebuhom ali samo s pljuči, na sredinski rebrni del pa kar pozabimo, ne? Razen pač pevci, ne? Pevci imajo že tehniko, da enostavno morajo uporabljati tudi največ sredinski del, okay? Torej rebrni del. Zato pevci resnično dihajo s celim telesom, ker drugače enostavno ne morejo nič zapeti, tako kot pač morajo peti. Zato vas pozivam, da ozaveščajte tudi sredinski rebrni del, katerega v bistvu napihnete na ta način, da rebra razprete v stran. Zelo pomembno. Seveda, na koncu gremo še na zgornji pljučni del, tega najbolj poznamo, ker večinoma skozi dan, ko se ne zavedamo, kako dihamo, večinoma dihamo samo v zgornji del pljuč. Tako da imamo res tretjinsko, bom rekla, dihanje pokrito čez dan, kar pa ni okej. Zato smo dostikrat zelo utrujeni, lahko nas boli tudi glava, lahko smo razdraženi, lahko smo za brez veze jezni, pa ne vemo zakaj, lahko je tudi tukaj ključ. Da možgani nimajo dovolj kisika, je tudi glavni razlog, da se ne moremo skoncentrirati, da ne zmoremo pol ure držati koncentracije, recimo. Ne? In potem pač posegamo po raznih koncentratih in ne vem, substancah in tako dalje. Ne? Tako da namesto teh substanc vam predlagam, da popijete vodo, da greste na sveži zrak in se predihate. Takrat boste dobili energijo nazaj v vaše telo in seveda boste majčkeno preluftali možgane po domače. Tako da vas res toplo pozivam, da nekako ozaveščate dihanje s celim telesom. Torej, da vdihnete že spodaj v spodnji del trebuha in potem napihnete celoten balon, jaz rečem, celotno telo. Torej, odprete dihalno pot
do spodnjega dela trebuha, da res lahko potuje zrak do konca pljuč. Okay? In tako lahko potem rečemo, da zadihamo s polnimi pljuči. Ja, ker res potem celotno kapaciteto zraka lahko povabimo v naše telo. In seveda še ena pomembna stvar, zato je tako pomembno, da dihate s celim telesom in seveda, da tudi trenirate dihanje vsak dan. Jaz mojim vadečim, ki delajo z mano na urah Vitas Energy ali online ali v živo ali na mojih delavnicah dihanja, vedno rečem, da naj trenirajo dihanje zjutraj, preden vstanejo in tako predihajo celotno telo in seveda se s tem tudi zelo, zelo prebudijo. In pa še zvečer, preden grejo spat, da predihajo telo, zopet predihajo in s tem odvržejo celoten stres, ki so ga navzeli nase čez celi dan, in tako lahko potem gremo v tak kvaliteten in miren globok spanec. Naj vam to rata rutina, da res vzamete dihanje kot trening, 50 minut, nič ne stane zjutraj, zvečer, telesu boste pa zelo, zelo veliko naredili. Opazujte se, boste videli, ko boste manj v bistvu razdražljivi, bolj boste mirni, koncentracija se bo zboljšala, natančnost se bo zboljšala in pa predvsem procesi se vam bojo uravnovesili v telesu. Zato vas resnično pozivam, da dajte majčkeno razmišljati tudi o dihanju in kot treningu in da začnete čimprej dihati s celim telesom, da to daste zopet nazaj v rutino, da v bistvu boste potem vsako sekundo na ta način dihali. Okay? Tako da, če se želite poglobiti v to dihanje s celim telesom ali s polnimi pljuči, kakorkoli že naznanjamo dihanje, vas srčno povabim na ali delavnico dihanja, ali lahko se pridružite trenutno, močno delamo na dihanju v moji gibalni skupini Vitas Energy Online, kjer se res posvetimo vsak teden dihanju in v bistvu treniramo dihanje vsak dan. Tako da, če želite, se seveda lahko pridružite in z veseljem vam bom pomagala in seveda v podporo, če slučajno ne bo karkoli jasno. Tako da lahko si majčkeno pogledate na www.lavitas.si pod zavihkom Vitas Energy Online. Si majčkeno poglejte, kaj počnemo. Seveda tudi delamo druge stvari, torej delamo za notranje mišice, za oblikovanje mišic, raziskujemo notranje mišice, jih raztegujemo, pravilno držo, močno obdelujemo. Tako da resnično se dogaja na polno in to, kar v bistvu rabimo v našem vsakdanu. Predvsem je to zelo velik poudarek, da znamo držati
naš vzravnan hrbet, predvsem, ker če ni vzravnanega hrbta, potem tudi ni naravnega dihanja. To je zelo pomembno in zaradi tega v bistvu je moja rdeča nit pravilna drža. Torej, rdeča nit vadbe Vitas Energy Online je pravilna drža in pa dihanje. Zato srčno povabljeni, prijavite se lahko na spletni strani ali pa mi lahko pišete na info@levitas.si in vam potem vse podrobnosti povem in seveda se dogovorimo, kako naprej. Tako, to bo zaenkrat za danes vse. Seveda se še javim glede dihanja, da vas malce vzpodbudim, da vseeno začnete majčkeno delati na svojem dihanju, predvsem, da ga najprej ozavestite in pa potem gremo v trening. Če želite biti na tekočem z vsemi mojimi epizodami Vitas Energy Online ali na področju dihanja ali gibanja, se lahko tudi naročite na moj YouTube kanal. Do nadaljnjega vas srčno pozdravljam, upam, da se vidimo kmalu ali v moji gibalni skupini ali pa v naslednjem videu. Lepo dihajte s celim telesom in seveda bodite dobro in zdravi. Vitas živi.